En lep dober dan s Konjskega vrha. Zopet nas je malo veliko tukaj. Z nami je še Kapra. Če smo že s Konjskega vrha, vas pozdravljamo. Se spodobi, da je glede na kraj tudi primerno ozadje. To je Kapra, ki seveda fehta. Ampak še preden smo začeli snemati, je Kapra povedala že kar nekaj jabolk. Ampak še poskuša, če bo še kakšno dobila. Tako, in z nami je tudi Žiga, ki je zadaj za kamero. In pričeli so se letošnji tedni vseživljenjskega učenja, že 31. po vrsti. In med tedni vseživljenjskega učenja običajno mi obiščemo tudi tebe. Ja. In takrat vprašamo, kaj misliš ti o učenju, kako se ti učiš, ampak to bova v naslednjem kratkem prispevku. Temu našemu daljšemu prispevku smo pa dali naslov Osrčimo misel, oziroma ti si predlagal ta naslov. In zakaj? Ja, zato, ker se v zadnjem obdobju veliko sprašujemo o svobodni volji. Že tam že v 80 letih so naredili eksperimente, na podlagi katerih so ugotovili, da se dejansko naši možgani odločijo en hipec pred tem, ko se mi zavestno odločimo. V zadnjem obdobju pa so z magnetno resonanco in s pomočjo umetne inteligence ugotovili, da za določene lažje odločitve sprejmejo možgani odločitev, torej že par sekund, preden se mi zavestno odločimo, ne. Ampak potem se tu zastavi vprašanje, kje pa je potem človekova svobodna volja? Ali svobodna volja še obstaja? Ja, obstaja, ampak ravno te ugotovitve kažejo, kako pomembno je, da mi svoje možgane vzgojimo za žlahtno človečnost, ne. Nekdo, ki bi nekaj ukradel, pač ne more pred sodnikom reči, se opravičujem, ampak še preden sem se jaz odločil, so me k temu napeljali moji možgani. Te lahko napeljejo, če nisi šel skozi vzgojo tega, kar nosiš v glavi. In kako vzgajati, da ta zgib ne bo prevladal? Ja, najprej dejansko nas vzgajajo drugi, ne. Ko se mi rodimo v ta svet dvojnosti, smo vendarle razpeti med dobro in hudo, in to dobro in hudo se ne dogaja samo izven nas, ampak se dogaja tudi v nas, se dogaja tudi v naši glavi, ne. Ampak na srečo imajo naši možgani radi prijetnost, ne, ampak to je lahko tudi na nesrečo. Če bi recimo starš, če bi vzgojitelj prepustil otroku, da počne, kar se mu zljubi, bi se lahko razrastel v razsežnosti, sebičnosti, samovase zagledanosti, tega, kar rečemo pri drevesu, da postane divjak, če ga ne obrezuješ. Tudi človek se lahko razbohoti v neko divjaško ravnanje v odnosu do drugih oziroma nasploh do življenja. Zato je zelo pomembno tisto, kar so rekli naši predniki, setev in žetev, ne. To, kar seješ, to boš tudi žel, oziroma vzrok in posledica. Če je neko delovanje, bi rekel, v skladu z vrednotami, z žlahtno človečnostjo, je to potrebno potrditi. Če pa recimo otrok, oziroma potem bomo se dotaknili tudi odraslih, ne, ravna v tem, kar ni skladno z žlahtnim sobivanjem, pa mora otrok doživeti tudi posledico, ne. Tu potuha ne sme biti, ne, ker če je potuha, se lahko v miselni shemi utrdijo koncepti delovanja, ravnanja, odnosov, ki niso v tem, kar je za prijetno medsebojno sobivanje. Potem imamo tukaj primere, recimo, ko si nekdo privošči na račun drugega to, kar je seveda v neskladju z pravičnostjo, spoštljivostjo in pa odgovornostjo. Torej, na eni strani vzrok in posledica, to jaz sem dolgo časa delal z mladimi v komuni, ne, ta princip bivanja v komuni je samo izkusil boš tisto, kar si na nek način zakuhal, ne. Samo zato obenem, ne, pa so zelo pomembni zgledi. Recimo, komuna traja 3 leta in zadnje
tretje leto, tisti, ki je že opravil 2 leti, na nek način vodi skupnost, ne samo s tem, da pazi ali ravnajo po pravilih v skladu z tem, kar so normativi, ne bom rekel komune, ampak nasploh življenja, ampak deluje tudi s pomočjo zgledov, ne. Kajti veste, to, kar mi vidimo, to se zelo globoko vtisne v našo misel, to nas močno zaznamuje, to na nek način dejansko naši možgani ohranijo vzorce delovanja, ki jih vidimo tudi izven. In tu smo potem pri tistem, ne, da velikokrat vidimo, da z besedami govorimo eno, delamo drugo. Ja. Ali ločimo, zdaj so naše vrednote te, zdaj so pa malo drugačne ali pozabimo na nje. Ja, to je zelo tisto nevarno, ne, ko rečemo, se opravičujemo, recimo za duhovnika, ne, poslušaj ga, ne, upoštevaj, kaj govori, ne pa to, kak živi. Ampak to ne more biti ločeno, ne. To dejansko, veste, ker name vpliva to, kar vidim. Besede samo potrjujejo, samo ozaveščajo tisto, kar mora moje življenje samo po sebi zrcaliti. Sicer pa prideš tukaj v nasprotje, ki je, bi rekel, kar malce neokusno. To so ljudje, ki jih težko prenašamo, ne? Ker so odbojni, ne? Ker na en način leporečijo, po drugi strani pa ravnajo popolnoma neskladno s tem, kar govorijo. In potem pridemo do samovzgoje. Ja, seveda. Da ne pridemo v ta razkorak. Ja, da ne bomo mislili, mi moramo odrasli vzgajati samo mladi rod. Ne, najprej moramo na nek način ohranjati v vzgojnem elementu, če temu tako rečemo, tudi sami sebe. Jaz se moram zavestno odločiti za to, kaj je vrednota, da bom živel v skladu z tem, kar sem prepoznal kot vredno, kot žlahtno. To je potrebno seveda, to je potrebna zavestna odločitev in potem po zavestni odločitvi je potreben seveda tudi napor, da v tem živim, da to živim, tudi ko bi mi ustrezalo, bi mi bilo bolj ugodno ravnati drugače. Vrednote, to so ti etični normativi, ki jih je potrebno v vsakem trenutku seveda življenja si vzeti v obzir. Po drugi strani pa ne, moram krepiti v sebi te moči za dobro. Na kak način? Ja, da gledam, ne, vzore, ki so dobri, ne, to so zelo problematični vzori, ki nam jih posredujejo tudi mediji, ne. Jaz moram se odločiti, kaj bom gledal, ne. Na eni strani te zgodbe, ki mi jih vizualizirajo, po drugi strani pa tudi to, kar na nek način srečujem v vsakdanjem življenju, ne. Se veš, tisti pregovor, povej mi, s kom se družiš, in povedal ti bom, kakšen si, ne. Ja, imajo vpliv, ne. Zato, ne, sorodniki se ne izberemo, prijatelje si pa izbiramo, ne. In se je potrebno prav zavestno odločiti, da si boš izbral tisto, kar te svedli. Osebe, pa da bomo gledali tudi to, kar je lepo, da se bomo dali na nek način nagovarjati lepoti. Lepota bo rešila svet, Dostojevski, ne, ampak najprej rešuje mene, ker me notranje zaznamuje, ne. Lepota in seveda tudi odprtost v obnebje, ne, tega, kar nas svetli, temu pravimo sveto ali, če hočete, božje, ne. Ja, in če smo pri tem obnebju svetega ali božjega, kako pa tisti, ki niso verni? Kje najdejo to obnebje božjega, religiozni? Ja, smo pa vsi duhovni, ne. Človek ima telo, ima psihe, srce mi rečemo, ne, in ima tudi globino duha. Človek je sam v sebi odprt v tisto razsežnost, ki je presežnost, v tisto razsežnost, ne, pravimo, apostol Pavel je rekel, Bog je nad vsem, pa je vendarle v vsem, ne. In ko ti stopiš v tihoto
in se odpreš v to obnebje svetega, te to samo po sebi umirja in svetli. In je popolnoma vseeno, kako to imenuješ. Ne? Mi v cerkvi rečemo Sveti duh, svetli tvojega duha. To, ko smo že omenjali, Albert Einstein je v pismu svoje hčerki imenoval to sveto ljubezen, ne? Nikola Tesla pa lepota in sočutje. Ne? In ko se ti v tihoti odpreš, ali pa v naravi, ali pa greš tudi v svetišče, se odpreš v obnebje svetega, to samo po sebi deluje, te svetli, te umirja, prebuja v tebi tisto duhovno ravnovesje, prebuja tiste moči, da potem tudi lažje živiš v skladu s to žlahtnostjo, ki te obdaja v tej kozmični razsežnosti. In zagotovo je boljše se odpraviti v to obnebje svetega, kot prižgati televizijo, radio ali pogledati na telefon, kjer srečujemo zelo veliko neprimernih zgledov, če rečemo tako zgledov. Posebej je to problematično, recimo mi starejši, po 28 leta ne bi se razvijali možgani, ne? Dokler recimo, ko otrok to gleda, dejansko te vzore, te zglede, ki niso zgledni, dejansko lahko mnogo bolj usodno vpliva kot na nas. Tudi na nas vpliva, ne? Ampak tisto je pa mnogo bolj usodno. Zato je skrajno problematično, če je legalno dostopno otrokom tisto, kar ni za zgled in kar ni za vzor. Mnoge te vsebine, ki si jih posreduje mediji, o katerih si govorila, so problematične. Ne? Je veliko nasilja. Mi smo vendarle vrojeni v svet dvojnosti, sodelovati, dopolnjevati se moramo naučiti, ne? Bojevati se znamo, pa izključevati se znamo samo po sebi, in če nekdo to potencira, dejansko deluje nedopustno v odnosu do razvijajočih se otrok. Ne? In če vemo, sam večkrat omenjam, recimo igre, kot so Človek ne jezi se, ne? To pomeni, to je igra, ne? Vse te igre, volk se skriva za ovčjo kožo, pravijo, da se otrok navadi, da tudi izgubi. Ne, tu se otrok navadi, da gleda samo na sebe, da druge preskakuje, te ne naše preskakuje, jih meče ven in na koncu, da poskrbi zmagovalno samo za svoje, ali pa mikado, tiste palčke, da drugemu gledamo pod prste in potem samemu sebi čim več nagrabimo. To je treba res tudi strokovnjaki za igre, za vzgojo dejansko mogli prižgati tudi določene rdeče luči, predvsem pa, da se ne bi v kurikulum, da se ne bi v izobraževalni proces uvajale dejansko igre, ne, ki udejanjajo, recimo čisto preprosto, to, kar je nedopustno. Na nek način polarizirajo, ker mi smo rojeni v svet dvojnosti, nas umestijo na eno stvar, torej polarizacijo še utrjujejo, potem pa to polariziranost dejansko usmerjajo v medsebojno izključevanje, zbijanje, ne? Ki legalizira, vnese v miselno shemo, legalizira kasneje pobijanje, legalizira marsikaj tega, kar vidimo tudi v politični sredini. In ravno, če smo pri tej politični sredini, pri nas je dvojnost, izključevanje, vse te stvari, ki si jih zdaj omenil pri igrah, kako to preseči? A smo oziroma so tisti, ki naj bi to presegli, zmožni to narediti? Nekako odmeva tista tvoja izjava, da je vse otročarija to, kar počnejo sedaj. V bistvu to, kdor lahko preseže, to sem jaz. Ne? To pomeni, da sem odprt v raznolikost, da ne padem v ideologijo resnice in da svojo resnico ne mlatim po drugih oziroma novačim se v mojo resnico, ampak da sem spoštljiv do slehernika, da prisluhnem, tako kot imam jaz svojo osebno spoznavno resničnost, da prisluhnem tudi drugemu, da sem dejansko spoštljiv in da skušam biti ob drugih in drugačnih dopolnjujoč in sodelujoč. Dejansko se začne vsa zadeva pri meni, potem pa seveda tudi govorimo v tej smeri, ne? Kajti temu, čemur smo priča, je res že zašlo v tako skrajnost, da je treba
potem, ko si poosebil modele sodelovanja in dopolnjevanja, o teh modelih tudi javno spregovoriti kot tisti smeri, ki je mogoče rešilna za to, da bomo potegnili, kot pravi Trstenjak, v kup držite, da bomo to raznolikost povezali v tisto moč, ki pa je neustavljiva. In spet tudi zaključimo pri sebi in pri tem, da se za spremembe vsi odločamo zavestno, sami pri sebi. Je In tako, potem ja. postanemo sprememba, ki jo želimo v svetu. Ja, in potem to vzvalovi tudi v okolju, v katerem živimo. In bodimo sprememba, Ja. tista dobra, prava. Tako, lep pozdrav s Konjskega vrha. Lep pozdrav.